No in naslednje leto pol sem se pa najdel spet po župnikovi poti. Župnik je imel pa žlahto, torej iz Horjula, in ta eni pred Horjulem Ljubgojna, tle je bil pa župan, pa te, ki so bile pobiti. Bastič, 42, ki so pobili ata in mamo. No, in njegov sin je bil pa organist pri Svetem Petru v Ljubljani. No, in preko te poti je mama najdla, ali pa šentjoški župnik Janko Blah, ki je bil Horjulc, je dobil, da se bi lahko mogoče jaz najdel v šentpetrskem mižnariji. No in v tej mižnariji smo, in še Matičkov Jože je bil še, takrat je še bil, in seveda naslednje leto smo potem jaz, po Matičkov Jože, sva šla dol, no in tukaj je bil pa tako. Mižnarija je bila stara hiša, to je še zmeraj danes ista stavba, mogoče obnovljena, drugače obnovljena od zadaj, vem. No in takrat smo se noter uselila, ampak je bila pa to že prejšnja, mežnar je bil iz Prekmurja doma in ta je bil dolg časa mežnar do konca, nisem jaz pol od njega prevzel. No in to so oni stanovali noter, njegova sestra, njegova mat, potem sva pa prišla jaz, pa Miha je bil mežnar, pa jaz, 5 nas je bilo noter, pa 2 sobce. Pa 2 sobce, zraven pa ena ozka kuhinca, čisto taka majhna. No in, ampak je bil ta mežnar dosti dosleden. Sešelj se je pisal, Sešelj Mihajl. On je nam podpisoval spričevala. No in tako je. V tem sva se znajdla med dva z Matičkom Jožetom in prvi sem pa jaz odtle hodil na gimnazijo, v klasično gimnazijo, tle gor v center mesta. No, tako da je pol, klasična gimnazija je bila zame pa težka stvar, ampak zanimiva, ker tle si pa dobil pa res znanja, ki ga drugače ne bi najdel. Zlepa, Torej, tle so nas pa izobraževali, takrat še k sreči stari profesori. Vse stari profesori. Tako da recimo, Silvo Kopriva, potem je bil moj razrednik je bil potem tale, ki se piše, iz Italije, iz Italije je bil doma, no. Saj še celo pri prevajanju Svetega pisma je napisan noter, ki je prevajal svetopismo v tole, to zadnje svetopismo je. Koliko je že pisal, skozi mi je nekje ta ime in priimek znam. Silvo Kopriva je bil za latinščino pa za grščino, ta je bil pa za slovenščino je bil pa res tale imel slovenski priimek? Italijanski imel, ker on je bil iz, ne vem, odkje je bil doma, drugače je bil udaren Slovenec, pravi Slovenec, ki je meni veliko pomagal v tistem cajtu, tako da je potem tudi, ki je nehal, se je celo poročil z eno iz Horjula in je poročen, umrl v Horjulu in je v Horjulu pokopan. Res? Ja, in še enkrat sem vprašal Šmreka, reče, kaj ve, je rekel, ja, bi mogel jeti po mrliških knjigah gledati. Ja, jaz sem rekel, to je bil zame perfekten profesor. Slovenščino sem se največ naučil pri njemu, pa še zraven kaj latinščine, ker je vse, kar so bili pridevniki, priimki, to je vse bilo latinsko. In smo se na to način veliko stvari, ali pa, ko smo pisali, jaz sem recimo razne berila pa to naprej, ali pa, če je bilo treba slovnico, ki je nam dajal dostikrat za doma, tele besede, daj pa iz tega napište nekaj na svoje. In sem se dostikrat s tistem pol doma malo hecal, pa sem rekel, ja, tole nam je pa dal res take stvari, ker se
včasih ne slišijo. Ne. In latinščina se je še poučevala? Latinščina se je poučevala še v 3. razredu, grščina pa, meni se zdi, da, čakaj, ali je bila grščina v 3. pa latinščina v 4. Tako se mi zdi, da je bila. Ne. Da to so bili zadnji profesori, ki potem niso nič več smeli profesati, ker ni bila več profesure, so jih pregnali, ne, tako da, ali so se upokojili ali kakorkoli. Ne, tako da je. A ste imeli takrat še kakšen verouk v šoli? Ko sem hodil v 1. razred, je še prišel, viš, in škoda, ko nimam eno podobico, ki mi jo je ta zadnjič dal, ko mi je napisal odzadaj, ki sem je dobil še takrat, še na klasični, na klopi mi je potem dal, ko smo lih ta zadnjič imeli tisti verouk, ki je rekel, da zdaj ne bom več smel priti, in je dal prav na podobico, pa sem je dolg cajt nosil, enkrat v Ljubljani, kaj povem, a veš, ko smo se selili sem pa kje. In sem to je bilo zame nekje takrat res pomembno. Sem točen vedel, kjer priimek je njegov in vse je šlo mimo, da ne bi več vedel. Sem pa dolg let sem vedel za njegov priimek. Bil je dober in ko smo recimo vstali, tisti, ki bomo šli v verouku, nas je bilo bolj malo, ne. Enih par nas je ostali so takrat šli domov, mi smo pa ostali in smo nekaj imeli tam verouk še zmeraj v šoli. Ne. Ampak v času šolanja, te gimnazije, si imel kakšne pritiske? V gimnaziji je bil zmeraj večji pritisk. Zato, ker so počasi ugotovili, oni so sledili, kje se ti je odkje si doma, to je bila ena. Odtlej je verjetno bila že prva informacija poslana na center, CKD, ne, dol. In v marsikakšne stvari so oni bolj vedeli kot jaz, ker so imeli te obveščevalce. In seveda, kaj je bilo? Je bilo teh kar cela reč, tako da od teh, kar je bilo, ne vem, bi rekel, ki so prihajali naokoli, se niso dosti pokazali, ampak je pa bilo iz Šentjošta je bilo znano, da so informacije pošiljali že iz osnovne šole. Jaz sem v osnovni šoli celo eno nalogo, kaj želim postati, je bila ena naloga, v meni se zdi, da je celo v 8., ko sem hodil te zadnje. Želim postati duhovnik, ker bom pa ne vem kaj, ne. No, in takele berila, ki jih je pol ona dobila, ja, kam je šlo to vse, ne. No, in dejansko te informacije so oni dobivali, in te so potem prihajale tudi na šolo. Tako da, ko se je na šoli formirala mladinska organizacija, so en dan določili in so nas v eno veliko dvorano, ki je bila tako so bile klopi, edina v tej šoli, da so bile klopi že gor, ne, to se pravi za oder pa za tak, ne. No, in v tistem so se vse nekje zbirali noter, vse tako naprej. Tudi jaz bi šel. Od zunaj na vratih je bil pa en takle list gor. V mladinsko organizacijo nista sprejeta Kavčič Nikolaj in Grdodolnik Jože. No, tako. Pa smo imeli pa svoje, ne. In seveda tle je bilo to Sečnik Rok, ki je bil tle, je bil pa sprejet, ne. Njemu so pa on je bil bližji Butajnove, bližji dol na Ljubljanci, te povezave so bile nekaj drugega, ne, mi smo bile pa v Šentjoštu. Pa so te kdaj zasliševali? Tako se je enkrat zgodilo, mogoče, ne vem, ali je bilo to v 1. letniku ali v 2. Jaz tako kar tak butl, ne, sem nosil en znak takole gor, na reklico, sem naredil in ti znak. To je bil pa znak Evharističnega kongresa 39. leta v Ljubljani, ne. Ja, kaj neumnost butl nosim, jaz pa mislim, kaj imam manjel, broška, eni so ure nosili, druge, ne vem kaj, jaz pa tisto broško, ne. In ni hudir, enkrat v eni pavzi, ali kaj je bilo, me pa pokliče Kavčič, tale, ki je pisatelj bil, ne, tale gor iz Škofje Loke, kaj, ne vem, kako mu je ime, daleč, že se ne spomnim več, Kavčič, ne vem.
No, v glavnem, on je napisal nekaj knjig, sem imam še celo njegove neke knjige. On pa še en drug ali ne dva. Je rekel, pej ti malo z mano tle dol. In smo šli kaj na sobco, kaj noter. Je rekel, kaj pa imaš ti tle gor? Tole. Sem rekel, kaj je to? No, sem rekel, to je znak. On pa tam pride, pa mu zategne ven. Rekel, tega ti ne boš nekaj nosil okoli, pa delal propagande tle. Je dejal, veš, kaj ti to je? Sem dejal, nič sam nisem videl, da je dejansko torej res bil tisti značek. Euharističen kongres, takrat, ker je bil tam na štadionu. Ne. No in seveda, tako da sem vedel, to je pa da je že kar malo bolj zares. Ne. Tako da sem me večkrat že poskušal iskati, če je kaj tazga. Za mano je šla veliko stvari, kakšnih stvari, tako da sem vedel. Stanoval sem pri Svetem Petru, zjutraj ministriral, velikokrat, naprej sem šel v šolo. Enkrat me je poklicala celo razredničarka. Pa prav, zakaj vi hodite zjutraj ministrirati? Pol ste pa tle v šolo, pridete pa utrujeni, pa niste zbrani, pa tako. Jaz sem rekel, ja, stanovati moram dol, če nam plačal, ali če nam za stanarine moram zaslužiti, drugače pa ne gre. Ne. Ja, in tako, ja. Me je pustila, ne. Sem pa jaz imel pol pa povezave še kot študent. Ja, sem še rad dopisoval, ne. Z enem, ko sva imela, ko je bil pol Porvajak, to je že govorim naprej, ko sem že nazaj prišel od vojakov, ne. Ko sem že bil dol za Mežnarja, bom rekel, ne. Če hočemo to preskok narediti zdaj. Iz klasične gimnazije, torej klasična gimnazija se je ustavila, ko sem se jaz moral odločiti. Naša mama je enkrat, Lino Legiša je bil tam moj profesor slovenščine. Je šla naša mama in je enkrat, ona se je toliko pozanimala in je šla, do njega ga je dobila, to mi je pol doma povedala. Pred mi nič povedala, ampak ko mi je doma povedala, da je Lino Legiša, da je rekel, ja, je rekla, vaš fant nima perspektive na tej gimnaziji. On ima slabo karakteristiko, je rekel, prav, boljše, da ga preklasificirate na kakšno drugo šolo. In tako sem jaz pol pri 5. gimnaziji nehal klasično. Seveda, potem pa stanoval pa pri Svetem Petru, ne. Pri Svetem Petru je bil pa strašno dober stari gospod Demšar, Jože Demšar. Je bil star 103 leta, ki je imel zadnjo mašo javno takole. Takrat je bila velika slovesnost, polna cerkev. Pri Svetem Petru sem tudi bil še takrat dol. No in ta Demšar je bil profesor fizike in latinščine v prejšnjih šolah. Ne. No in je imel tudi povezave še zmeraj z vsemi raznimi in tako naprej. Ko mi je enkrat ali je naši mami ali je meni povedal, ne vem kako je bilo, v glavnem je rekel, najdel sem povezavo 10. gimnazija v Mostah. Je rekel, tam je ena voditeljica, torej profesorica, ki vodi to šolo, je rekel, je sicer levo usmerjena, ampak je rekel, je poštena ženska, tako da upam, rekel, lahko se greš ti predstaviti dol za naslednji let, da bi se dol prekvalificiral. In jaz sem rekel, prav. Sem potem pa takrat malo prej, ne vem, kdaj je bilo to, ker ga meseca nimam pojma. V glavnem sem se odločil in enkrat šel dol v to šolo. Šel tam v tisto predavalnico ali dovalnico in se predstavil, dober dan, jaz sem ta in sem prišel k vam, da bi se rad prekvalificiral ali prešolal na vašo šolo, pa me je povprašala, kaj pa si, kaj pa to, pa tako naprej. In sem povedal, ne, da sem tam hodil dela 5 let, da pa bi rad se, če se da, prekvalificirati. Je rekla, kako pa je drugače, pa tako naprej. Ja, je rekla, ni problem.
kar lepo te bomo upisali in boš ti jesen lepo prišel k nam, pa bova se tukaj potem naprej. No in tako sem se takrat dogovoril dol, šel jesen v šolo, tako da sem dol kar, no, en cajt sem bil nekje zelo taki. Prvič se mi je zdelo, da sem malo prestar za tiste, ki so bili z mano vred, ker sem bil res že malo starejši od drugih. Drugič, da nič ne znam angleščine, oni so imeli pa za sabo že 1 leto angleščine. In takole, da je takrat mi je rekla ta profesorica, direktorica, rekla, ja, nič, za 1 leto boste pač poskusil se, da bomo naredili, da boste naknadno naredil ta izpit, pa da se potem redno vključite v šolo, ne. Jaz sem rekel, bom poskusil, ne. In sem pa tudi res kupil to angleško vadnico in se začel poskušati, ampak mi je bila ta angleščina špansko selo. Čisto nič. Latinščina veliko boljša ali pa celo grščina, ampak angleščina pa ne. Ker nekaj drugega govoriš, pa nekaj tazga, pa on pa ne. No ja, ampak še glih, kakor sem se poskusil, sem se. Ta šola, ki je minila druge predmete, sem mu vse okej, angleščina neocenjen. Ne. Ni šla do konca, ne. No in daj te let je bil pa tisti čas, ko sem me poklical k vojakom. Zdaj, jaz bi se takrat, ko sem dobil ta poziv, mogoče bi lahko naredil prošnjo, da mi prestavijo, zato ker moram narediti še ta izpit in tako naprej. Sem se pa nekje v sebi počutil, sem rekel, jaz tam dol v Mostah bo težava, jaz ne bom več prišel naprej, da bi z onimi vred, ker sem mi včasih, ko mi je dal profesor, no, daj pa vi naprej berite, ne, ko so brali recimo tista knjiga Fire on Dražgoše je bila tudi, ja, tudi ta je bila noter. Fire on Dražgoše, ne, in take neumnosti. In seveda, jaz pa kakor gledal, kaj tiste črke, ne vem, govoril, drugi so se mi pa malo smejali, ne. Se veš, kako je angleščina, ni tako enostavna. Ali pa je zelo enostavno, dokler si pa tak, si pa Boga pomagaj, ne. No in tako da sem drugače, drugo bi bila kar fajn. Profesorji so bili kar solidni in sem se drugače dobro počutil. No, ampak ker je pa pač tako bilo, sem pustil, da je ta dovolilnica ni šla, ampak sem šel kar k vojakom. Takrat jesen, no in tako sem potem šel v Knin za 18 mesecev. To je bil torej ta prehod, ko sem se potem vračal nazaj, sem pa v Šentjošt, kaj je drugega. Smrekarjev Franc, ki je bil aktiven, je rekel, delamo cesto, kar priključ se. In seveda, kaj, lopata, krem, pa smo hodili, pa smo tole cesto delali, tlele, ki je do une ceste, ki pride dol iz Smrečja, ne. No in na tej cesti sem delal takrat polet in naenkrat eden pride kje, ali celo, da ponovim, ali celo sam šentpetrski kaplan. To je bil pa Vinko Zor, ki je hodil na Šmarno goro vsako nedeljo maševat ob vsakem vremenu. To je bil neverjeten človek. No in on se je menda pripeljal s kolesom v Šentjošt, dol so pa imeli informacijo, ja, tale je bil tle toliko let, pozna, ko je bil skozi povezan z Mežnarjem, ne, mi smo zmeraj pomagali vse v cerkvi pa tako naprej. Mežnar je odpovedal in seveda iskali so in najdli mene gor v Šentjošt. In da je ta prišel gor, rekel, da daj, odloči se, prav, prid nazaj dol. Sej tle v Mežnariji si že itak doma, v cerkvi si že tudi doma, si bil tle, že tokle cajt, ko si študiral pa tako naprej. Rekel, bomo, kar daj, da je rekel, župnik me je prosil, daj se odločiti, ne. In nazadnje seveda sem rekel, ja bom prišel, ja, je rekel, avgusta bi lahko začel, je rekel, ker Mežnar odhaja, je rekel, avgusta bi pa začel potem, ne.
No in tako sem jaz res potem prišel dol, ampak seveda, kaj je bilo. Bivši mežnar pa njegova sestra, mama je medtem umrla, ko sem bil jaz pri vojakih, sta bila pa še zmeraj v tem stanovanju. Ne? In seveda, kaj, jaz sem prišel dol spet tako, kot da sem spet privezan nekje na en drug, ampak ne na to. Ne? Ni bilo to moje stanovanje, ampak je bilo to spet, da sem nekje en prisklednik. No in seveda, jaz sem se privadil, sem se hitro nazaj. Miha je bil dober in sem mu pol tudi veliko še pomagal, tudi včasih prišel še kakšne stvar mi povedati. Ampak v glavnem sem začel potem svoj posel pri Svetem Petru. Poznal sem veliko stvari, še od Cejt preko smo hodili z raznimi svojimi sošolci pa fanti, ki so stanovali v bližini. Pa smo hodili včasih v Turn, pa včasih gor po cerkvi. Mi smo priplazili tiste turne šentpetrske od zunaj in od znotraj. Neverjetno, no. Se pravi, toliko smo se upali, da se še danes zgrozim, ko se spomnim, da smo hodili iz Turna, ker so zvonovi. Smo hodili ven na tist zunanji podest, ki je okrog cerkve, pa še dokoli dol nagnjen. In smo hodili ob zidu z enega konca Turna na drug konc Turn pa noter nazaj. Pred tabo dol pa 80 metrov ali 50 metrov, ne vem, koliko je bilo. Ne. Ja, neverjetno. Pa iz ene cerkve na drugo stran, ne, ker tam je Šentpetrsk, je ta prehod velik. In smo hodili čas po streh gor. Pod streho noter so bile pa razne te povezave. Tam je bila velika povezava ure, ker je ta ura od tega stolpa imela povezavo direktno v un stolp pa na un turn, tako da so oba dva turna imela uro in to je bilo ne vem koliko daleč, kaj dol so bile take železne okrogle palce, ki so se vrtile z uro vred, ne, tako kot se je ura vrtila v tem turnu. Jaz sem tle v tem turnu bil tako doma, poznal uro v detajl, tako kot je Šentjoška sem poznal že tudi pred, ko sem hodil v Turn, sem jo dostikrat gledal, sem rekel, vidim, kaj dela noter vse. No in dol sem se tudi hitro v tisto vključil, seveda kot mežnar, vsak let sem moral iti v Turn, da sem namazal uro, da sem preveril, kaj vse, če je še kakšna stvar gor, če je treba kaj narobe ali pa kar se je zgodilo čez let. Tako to je bil moj nalog. Poleg tega, da sem v cerkvi vodil vse. Vsakodnevne maše, ki so bile od 7:30 do 7:30 ob delankih. Ob nedeljah pa do 11, ko je zadnja maša imel doktor Jože Demšar. No in z vsemi temi smo se tako poznali od blizu raznih takih gor dol, ampak najhujše je bilo zame to, ker nisem imel svojega življenja. Jaz nisem imel niti svojega kuharja, nisem imel sam, da bi kaj kuhal. Če so te, ki so noč stanovali bivši, so imeli še vse svoje. Ne? In jaz sem hodil v ljudsko kuhno. Ljudska kuhna je bila pa tle pod gradom dol. Ne? In te velike praznike, ki so te drug praznovali, sem bil jaz ponavadi tež, ker nisem dobil nič. Nisem smel ven, tle so bile pa maše povezane kar eno za drugo. Ne? In dostikrat nisi do polne, nisi mogel iti iz zakristije ven, ali je bilo treba pol še tudi pospravljati, pa za popolna, pa ne vem kaj. To je bilo tolikene stvari, da se danes po tolikem času sam sebi čudim, da sem jaz takrat zmoril to delati. Ali pa, ko je bilo treba zamenjati oltarno sliko, ki je bila visoka 2 metra pa še več. Oltarna slika, tako široka gor. In so jih imeli spravljene na eni zakristiji, na uni strani unega turna. Tam so bile stvari, jaslice, pa so take stvari spravljene in od tam si mogel potem sem. Dostikrat sem se sam matral iz une zakristije vlekel tiste podobe, tiste slike dol in prinesel tle v glavnjo, v cirku gor in sam rihtal. Včasih nisem sam vedel, a je to res prav, da delam.
No, včasih mi je prišel eden potočarjev Jože, stanoval tam čez, kadar je bil, sem rekel, daj pridi včasih, tu med tuk, ali pa rož, koliko smo imeli, ne, oleandrov čez 30, takih velikih, ki so bile težke pod 15-20 kil, ne, in vse so, to je bilo treba vse evidentirati, vse zalivati po letu, za velike praznike noter, imeli so en velik vožiček, tako diro, in na ta vožiček smo nakladali, v teh stopnicah, ki se peljejo v cerkev, smo postavili posebne dile in na te dile z lojtrčkom gor, z vožičkom v cerkev in smo potem tam v cerkvi to vrihtali. To je bilo treba ene par težkih, takih močnih mož, da se lahko to vrihtali. Koliko let si bil pol tukaj za Mežnarja? 4 leta in pol. A so ti tukaj delovna doba tekla? Tekla. To pa? Ja, tukaj sem jaz takoj bil upisan in sem tudi dobil v dokument 6 gimnazij, ne. Ja. Tako da sem dobil kot zaključek 6 gimnazij. To je pol šlo z mano naprej. Jaz sem sicer potem, ko sem prišel v firmo, ne, v tem avtokomercu, po 4 letih in pol. Jaz sem mal že pred, same moji sošolci, ki smo bili prej, že tako povezani, pa so včasih prihajali, je prišel kakšen kar hmen dol, v Svetem Petru. Tam je bilo odzad prostora, je bil en velik plac, tam smo imeli vrt, tam je bilo ne vem koliko jabolk, pa ne vem. In tam smo se velikokrat tako znajdeli takle, izven prav, tle je bil promet, ne, tle odzad je bila pa za cerkvi, je bila pa vse tiho. In smo se velikokrat pogovarjali, recimo tale slikar, tle shorjuje, ne, Zupet, Zupet je bil tudi, je tam stanoval, ne, pri Svetem Petru. Samo pri Demšarju je on stanoval, ne. Pri temu Demšarju je, tam je imel stanovanje, mu je odstopil eno majhno sobico. In smo se velikokrat zvečer tam najdli jaz, pa en potočarjev Jože, pa Zupet, pa ne vem, če je še kakšen bil. In smo včasih se kar smejali noter ali pa počenjali. Župnik, Jože, ta Demšar je poležal samo čez en majhen okenj, je bil na una stran, je bila pa že njegova spalnica in se je že zgodilo, da se je včasih v glasu, ne, smo videli, da smo malo prehudi, ne. Tako da je veliko... Pa si se potem sam odločil, da si šel od tukaj kot Mežnar? Ne, to se pravi, razni so mi tako sugerirali. Pa sem se začel pa sam tudi pri sebi misliti, da sem rekel, drugi so že še šli naprej, jaz pa tle nič ne napredujem. Jaz sem vse na tem zvisel, kakor sem vse, ampak ne vem, ne. Po me je pa začel, po me je pa en rekel, ti, dele se tamle, ne vem, tlele nekaj pri uršulinkah, je rekel, je en tečaj. Je rekel, pejt na tisti tečaj enkrat. Da pa ne vem, kdo je poučeval, ali je bila celo latinščina, je eden poučeval. Ali pa še tako, pejt, naredne, veliko so mi svetovali takle sošolci, ki so bili pol duhovniki. Jih imam cela reč, teh na raznih nivojih duhovnikov, ki smo skupaj študirali, ne. In jaz sem se tega, se pravi, tle ustavil, zato mi je bilo pol malo težko, pol sem pa zmeraj bolj rekel, ne, tle ni moja perspektiva za naprej. In sem pol tudi tem doktor Pavle Simončič je bil župnik Svetega Petra in sem mu enkrat rekel, veste, jaz bom mogel odpovedati službo. Takrat je pa tako jihalo, kaj pa, jaz sem rekel, veste, nimam perspektive, jaz tle prvič živim ob svojem, nimam nobenega svoje, je rekel, se vam kuhati, jaz sem rekel, občasno, kdaj mi kakšno stvar oni skuhajo, drugače manj pa jaz vse na svoje. Hodim ven v ljudsko kuhno in rekel, se ne počutim dobro, in tako, no. Ja, no, je rekel, premisli. Ampak vsega, jaz sem bil tako že tukaj, sem pisal na avtokomerc,